Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate 30 let prostovoljnega gasilskega društva Kebelj, 25. spodnjeposavsko poletje, novinarska konferenca glede zastojev v Slovenski Bistrici, Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih, 4. slovenski rokodelski tabor, akcija še 365 dni v Slovenski Bistrici, novinarska konferenca pred podobami bistriških domačij, mednarodni teniški turnir M15 Slovenska Bistrica, bistriška športna pot kolesar Maj Bohak, dobrodelni 24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret, nogometaši Bistrice v lokalnem derbiju premagali Dravinjo. Prostovoljno gasilsko društvo Kebelj letos praznuje 30. obletnico delovanja. Jubilej so obeležili v soboto 19. julija s prireditvijo pred večnamenskim domom na Keblju. V ta namen so izvedli gasilsko parado s Frajheimsko godbo na pihala, kulturni program in veliko gasilsko veselico. Zbrane je uvodoma nagovoril predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kebelj Robert Gumzej. Ko se ozremo nazaj v leto 1995, vidimo skupino zagnanih posameznikov, ki so si drznili sanjati. Z voljo, znanjem in predvsem z ogromno ljubeznijo do kraja in ljudi so ustanovili društvo. To ni bilo obdobje, ko bi bilo lahko ustanoviti novo društvo. Ne po finančni plati, ne organizacijsko. A prav zato jim gre danes največja zahvala. Brez tiste začetne energije in odločnosti ne bi danes stali tukaj. Tisti začetki niso bili enostavni. Prvi sestanki so potekali v skromnih prostorih. Opreme je bilo malo, a tam je bila ena stvar, ki je imela neprecenljivo vrednost. Srce ljudi, ki so verjeli, da je mogoče. Ljudje, ki so verjeli, da prostovoljno gasilstvo ni le hiter odziv v požaru, ampak da je temelj skupnosti. In res, vsak gasilec v Keblju je v teh letih opravljal mnogo več kot le gasilsko službo. Bil je vzgojitelj, mentor, organizator, prostovoljec, pa včasih tudi psiholog, šofer, kuhar, gradbenik, čistilec in predvsem človek, ki nikoli ne reče, to ni moja stvar. Gasilci vse stopimo skupaj. Naj danes zato posebej izpostavimo ustanovne člane, ki so leta 1995 ustanovili društvo in začrtali pot, ki jo danes nadaljujemo. Brez vas ne bi bilo danes tega praznovanja. Vaše vizije in vaše roke so postavile temelje, na katerih stojimo. V teh 30 letih smo dosegli veliko. Vzpostavili smo ustrezno organizacijo, usposobili člane za vse vrste posredovanj, zgradili in opremili lastne prostore, obnavljali opremo, vozila, poskrbeli za gasilski dom, ki danes ni samo funkcionalna zgradba, ampak je srce krajevne skupnosti Kebelj. Sodelovali smo na mnogih intervencijah, pri požarih, prometnih nesrečah, naravnih nesrečah, predvsem pa smo vsak dan pripravljeni, da odreagiramo v minuti, tudi takrat, ko drugi še spijo. Skozi ta leta smo prav tako aktivno sodelovali na tekmovanjih, tako na občinskem kot regijskem in državnem nivoju. Naši člani in članice so dosegali odlične rezultate. Vesel sem, da smo v društvu vedno znali prepoznati pomen mladine, saj brez njih gasilstvo nima prihodnosti. Naši pionirji in mladenci s svojim veseljem, tekmovalnostjo in odgovornostjo dokazujejo, da je gasilstvo vrednota, ki jo je vredno prenašati naprej. Postali smo večkratni državni in pokalni prvaki. Na mednarodnih tekmovanjih smo osvojili 5 motornih brizgaln za osvojeno prvo mesto. Prav tako smo se 4-krat uvrstili na gasilsko olimpijado, kjer je največji uspeh 3. mesto desetine B v Celju leta 2022. Poleg tega društvo ni nikoli pozabilo na družabno življenje in povezovanje s krajani. Tradicionalne prireditve, veselice, dan odprtih vrat, sodelovanje z drugimi društvi, sodelovanje v krajevni skupnosti, vse to bogati življenje v Keblu in krepi vezi med nami. PGD Kebelj ni le operativna enota, je kultura kraja. Veliko čast nam je, da smo v vseh teh letih sodelovali
z odličnimi sosednjimi društvi, s katerimi smo se vedno pomagali. Prijateljstva, ki so se spletla med gasilci iz različnih krajev, so trdna, iskrena in preizkušena v najtežjih trenutkih. Hvala vam za sodelovanje, za vsak odziv na poziv za pomoč in predvsem za spoštovanje. Posebna zahvala gre tudi naši občini Slovenska Bistrica, Gasilski zvezi, ki ste nam vedno spremljali na naši poti z razumevanjem, sofinanciranjem opreme, izobraževanjem in tudi pri večjih investicijah. Skupaj smo uresničili več pomembnih projektov, brez katerih bi naše delo danes bilo veliko težje. Danes imamo opremo, vozilo, znanje. Imamo pa tudi odgovornost. Zavedamo se, da biti gasilec pomeni biti vedno na voljo, tudi takrat, ko nihče ne gleda. Pomeni biti dober zgled, pomeni znati sodelovati in pomeni skrbeti tudi za tiste, ki ne morejo več. Spoštovani, dovolite mi, da zaključim s tem. 30 let je obdobje, ki je vredno ponosa. Ni pa to cilj, to je le postaja na poti, ki jo bomo še naprej skupaj hodili. Z novimi generacijami, novimi izzivi in z istim srcem, ki bije za prostovoljno gasilsko društvo Kebelj že od začetka. Naj nas ne druži samo modra uniforma, temveč tudi spoštovanje, tovarištvo in solidarnost. To so vrednote, ki jih gasilstvo uči in ki jih danes naš svet še kako potrebuje. Naj živi PGD Kebelj, naj živi gasilstvo in naj živi naš dom Kebelj. Na pomoč. Spodnje Polskavsko poletje je tudi letos združilo krajevni praznik s pestrim kulturnim in družabnim dogajanjem. V soboto 2. avgusta je v telovadnici osnovne šole Antona Ingoliča Spodnja Polskava potekal koncert moškega pevskega zbora Obrtnik Slovenska Bistrica z vokalno skupino Košuta Pokoše. Obiskovalce je nagovoril tudi podpredsednik krajevne skupnosti Spodnja Polskava Miran Gajšt. Ob tem pa ne pozabim na tiste, ki so glasovali spod pred lani, na naše srednje, ki so z garanjem, s poštenostjo in medsebojno pomočjo gradili vedno tega, kar jim nalaga. Slun gre, spoštovanje in jih hvaležen spomin. Naše Spodnje Polskavsko poletje je čas veselja, druženja, pa tudi razmisleka, kam gremo in kam se skupaj pridobivati. Naj bo ta ciklus razumevanja, spoštovanja in podprtosti. Dragi prijatelji in prijatelji, želim prijetno praznovanje, mir veselja, ponosa in trpljenja. Naj bo današnji dan cel vsega letnega, kar se zmoremo spletati. Hvala lepa. Večer se je zaključil s premiero predstave Sedmina v izvedbi kulturno-umetniškega društva Matiček. V sklopu spodnjepolskavskega poletja so potekali tudi grajski dnevi v dvorcu Frajštajn, kjer so obiskovalci doživeli zgodovino na poseben način. Živa zgodovina je v bistvu nastajala skozi čas, jaz se s tem ukvarjam že cirka 27 let. Začel sem z viteštvom, potem smo nastopali po Sloveniji, po tujini, sodelovali smo 11-12 let na največjem slovenskem viteškem turnirju, to je Erasmus viteški turnir v Predjami. Pol se je to zaključilo, no in pol seveda prideš malo leta, dajmo mi to malo poenostaviti in smo videli, da je ta naša bitka pri Sisku strani Slovencev zelo pozabljena in smo rekli, kaj pa če bi to začeli poudarjati, oživljati, Slovence ozaveščati, da v bistvu smo mi tisti, ki smo Turkom, čeprav to niso bili Turki, to so bili Poturčanci, preprečili nadaljne upade v Slovenijo in tudi takrat, se pravi po bitki pri Sisku, sploh kakšnih večjih upadov na slovensko zemljo, razen kakšnih roparskih napadov, ni bilo. Praznovanje se je nadaljevalo še v nedeljo 3. avgusta, ko je dogajanje doseglo vrhunec z vrtno veselico, na kateri je za razigrano vzdušje in polno plesišče poskrbela skupina Firbci. Dogodek pa je še enkrat dokazal, da spodnjepolskavsko poletje ostaja pomemben in priljubljen del poletnega utripa v kraju.
Zaradi obnove Štajerske avtoceste se je promet močno zgostil tudi skozi središče Slovenske Bistrice, kar povzroča vsakodnevne zastoje, nezadovoljstvo občanov ter povečuje prometno nevarnost. O tej pereči problematiki je na novinarski konferenci v četrtek 7. avgusta spregovoril župan dr. Ivan Žagar. Po naši oceni ni dovolj, če pride do tega celotnega kolapsa, samo ta dva rondoja, ne. Je pa res, da seveda zdaj največje kolone stalno prisotne so v smeri Konjic, ne, pa počasi to sami vidimo, ne, ampak če pa prije vse do večjega, ne, recimo predvsem, ko se pojavijo špice, kaj sem po, takrat je pa, to smo pa zelo jasno povedali, sem te zemlje, sem narisal te točke, pa sem jim pokazal, čem je problem, ne, gre za to, da ko se nam enkrat zapolne jug, ne, posledično pričnejo na izvoz setve sever, ne, se pravi na tej strani, kar se Bistrice tiče, in se je že zgodilo, da se tudi tu zapolnilo, tako da so začeli iti tudi v Framo, ne, in takrat se potem pri nas na vstopu v mesto v bistvu dve koloni iz obeh smeri srečata, ne. In je Bistrica pač predstavlja ozko grlo. Zdaj en dodaten problem, ki je s tem povezan, je pa seveda tudi uporaba tehle aplikacij, ne, zato ker Google pač, ko zaznajo v bistvu, da se tam gosti promet, ne, avtomatsko začne usmerjati voznike na sporedne ceste, ne, in tega ni mogoče presekati. Jaz grem parkrat posebej to pogledati, če pogledate, ne, registrske tablice, predvsem tam od izvoza od avtoceste po oni smeri, ne, boste videli, da so predvsem potem, kaj so posebej avtomobili, madžarski, slovaški, pa ti nekaj pomeni, da potujejo po Googlu, pa ni nujno, da še avtocesta recimo zabita. V nedeljo 10. avgusta je na Treh kraljih potekalo tradicionalno Lovrenčevo žegnanje, ki je tudi letos privabilo številne obiskovalce. Dopoldanski del dogodka je zaznamovalo dobrodelno kuhanje v kotličkih za potrebe prostovoljnega gasilskega društva Šmartno na Pohorju. Obiskovalci so lahko okušali jedi in prispevali sredstva za dober namen. Sledila je sveta maša, ki je potekala v cerkvi Sveti Trije kralji, nato pa tradicionalno žegnanje mopedov. Mopedisti so se zbrali ob cerkvi, kjer so prejeli blagoslov. Popoldanski program je bil glasbeno obarvan. Najprej se je predstavil ansambel Pritisk iz Oplotnice, kasneje pa je obiskovalce zabaval ansambel Štirje kovači. Zbrane je nagovorila tudi predsednica krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju Kristina Pregl, nato pa sta se predstavila še Frajheimska godba in Vableški fantje. Veselo vzdušje je trajalo do večera, s čimer se je zaključil še en uspešen Lovrenčev praznik na Treh kraljih. V Slovenski Bistrici je med 18. in 20. avgustom potekal slovenski rokodelski tabor, namenjen mladim med 12. in 17. letom starosti. Organiziral ga je Center domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica. Udeleženci so v 3 dneh spoznavali lokalno rokodelsko dediščino ter se preizkusili v oblikovanju gline in obdelavi kamna. Poleg ustvarjalnega dela so tabor popestrili tudi družabni program in skupno bivanje, ki je mlade dodatno povezalo. Kot člani konzorcija rokodelskih centrov Slovenije letos že 4. leto zapored organiziramo rokodelski tabor za mlade. V bistvu letos se posvečamo oblikovanju keramike in obdelavi kamna. 2 dni, se pravi tukaj v našem centru, spoznavamo glino, oblikujemo prostoročno izdelke. Jutri se bomo pa odpravili v Cezlak in tam spoznali še kamen. Rokodelske tabore organiziramo rokodelski centri, ki smo člani konzorcija. Tabori trenutno potekajo po 6 krajih v Sloveniji, se pravi Slovenski Bistrici, Veržeju, Slovenj Gradcu, Škofji Loki, Ribnici in drugod. Tabori so za udeležence brezplačni, ker jih sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in smo v bistvu veseli, da omogočajo prenos rokodelskega znanja na mlade in v bistvu mladim tudi omogočamo en aktivni način preživljanja poletnih počitnic. Pri izvedbi je sodelovala mentorica Alenka Gololičič, izdelovalka unikatnih keramičnih izdelkov in nosilka certifikata domače in umetnostne obrti. Nekje naloga te delavnice je, da bi otroci spoznali in se naučili gledati okrog sebe, opazovati svet, po katerem hodijo, ker nažalost v današnjem času velikokrat hitimo in ne opazimo stvari.
Včeraj smo šli najprej v naravo. Presenetljivo, zelo dobro so otroci opazovali okrog sebe. Takoj že na prvi vzpetinci na griču, kamor smo šli iskati glino, so opazili glino, se pravi, so dobro gledali. Nabrali smo vzorčke različnih glin. Ob prihodu v delavnico smo to pregledali, poiskali smo vključke, ki smo jih našli, kamenčke, vejice, korenine. To smo na grobo očistili teh vključkov, potem smo to presejali in preizkušali plastičnost gline oziroma koliko je sposobna popiti vode in koliko nam dovoli oblikovati. No, tako da potem smo se pa odločili, da bomo v glini, ki sicer sveža, nima čist nobenega zvoka, ampak da bomo poiskali zvok. Pri glini se namreč v neki določeni temperaturi zgodi ena čarobna sprememba, ko iz mehke zemlje postane nepovratno trd, popolnoma drug material. In takrat, ko postane trda, žgana, takrat glina pridobi zvok. Tako da mi smo se odločili, da bomo iskali zvoke, ki jih povzroča pihanje. Eno je pihanje, ki ga mi izpihamo, se pravi, naredili bomo piščalko, s pihanjem bomo izvabili iz nekega volumna zvok. Drugo pihanje bomo pa prepustili vetru in smo naredili vetrne zvončke, ne nam on s svojim pihanjem pričara to čarobnost glinenega zvoka. Poudarila je, da jo je navdušil iskren interes in ustvarjalna zagnanost udeležencev. Včasih rečejo, da pokojne je treba pohvaliti, ampak jaz ne bom pokojnih hvalila, ker so živi, ampak neverjetno so res, čist vidiš, kako vztrajajo. Včeraj jaz sem mislila, ko je bila 5. ura, da bojo še zmeraj sedeli in delali naprej. Neverjetno, res. Ali so to res taki, ko jih vse v življenju zanima, ampak izredno so dojemljivi, učljivi, poslušajo in mislim, da smo lahko veseli, da imamo take mlade ljudi. Tabori mladim ponujajo priložnost, da se skozi praktično delo srečajo s tradicionalnimi tehnikami, ob enem pa razvijajo svojo ustvarjalnost in občutek za kulturno dediščino. Tudi letos bo Avto-Moto zveza Slovenije ob podpori Zavarovalnice Sava in v sodelovanju z lokalnimi avtomoto društvi izvedla akcijo še 365 dni. Z akcije udeležence v prometu opozarjajo na bližajoč se začetek novega šolskega leta. Maskoti AMZS, Anja in Marko, sta se v torek ustavili tudi v Slovenski Bistrici. Pridružila se jima je maskota policije Leon. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Slovenska Bistrica tudi letos organizira varovanje šolskih poti in sicer od 1. do 5. septembra. Varovali se bojo prehodi za pešce v naselju Zgornja Ložnica, v mestu Slovenska Bistrica, na Pragerskem in Zgornji Poskavi. Naši prostovoljci, člani društva AMD, Združenje šoferjev in avtomehanikov, potem gasilci Zgornja Poskava, gasilci Pragersko, bodo pospremili otroke preko prehodov za pešce in istočasno tudi opozarjali voznike, da so otroci spet na cesti. No, danes, kot vidimo, sta nas obiskala Anja in Marko, ki pravzaprav opozarjata na to, da je treba na otroke paziti vso leto, ne samo prvi teden v septembru. V akciji sodeluje tudi policijska postaja Slovenska Bistrica. Policija bo v sklopu tega tedna in naslednjega tedna aktivno izvajala poostrene nadzore v okolici osnovnih šol in srednjih šol ter vrtcev. Pravzaprav vas tudi opozarjamo na to, te voznike motornih vozil, da naj bodo v sklopu teh 14 dni še posebej pozorni na naše prvošolčke ter vrtičkarje, ker bo še bolj občutljivi, ko grejo v prvi razred. Na pomembnost varnosti v prometu je spomnil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Najprej, ker smo pač tu povezani s prometom, gre za to, da želimo, da, čeprav to mora veljati celo leto, da se pač čim bolj varno naši od najmlajših, pa tudi malo manj mladih šolarjev hodijo varno v šolo. Zdaj na eni strani je to odgovornost, sem sigurno prepričan, staršev pa tudi samih otrok. Ne gre za to, da je to opozorilo tudi tem, da se morajo varno ravnati. Po drugi strani pa absolutno, seveda opozorilo vsem, ki
smo in so aktivni v prometu, torej s tem šoferjem, da pač še posebej pazijo na to, ker so pač prvi šolski dnevi. Zdaj, kar zadeva tudi učencev, gre za to, da pač je potrebno vedeti, da prometne poti niso namenjene igri, da niso namenjene tudi kakšni preveliki razigranosti, ampak da so namenjene poti v šolo. Sicer pa jim želim, da kar se šole tiče, da se čim več naučijo, da se čim več znanja in da se imajo na nenazadnje tudi fajn, da tudi ne pozabijo na igro in vse tisto, kar bi jih mogoče zamotilo, pa naj pač v tistih šolskih ali pa v šolskih dejavnostih izvajajo pa sprostijo svojo energijo. In kaj bodoči prvošolčki že vedo o varnosti v prometu? Da mi je mami povedala, da ko je rdeča luč, da počakam. Pa kaj tudi tekamo po cestišču ali ne? Ne. Zakaj ne? Zato, ker lahko nas avti povozijo. Vedno moramo pogledati levo in desno, ko gremo čez prehod za pešce. Ko je rdeča luč, moramo počakati in vedno čakamo na zeleno luč, da gremo lahko čez prehod za pešce. RID Slovenska Bistrica je v sredo v centru Vintgar pripravil tradicionalno skupno novinarsko konferenco. Zbrane je uvodoma pozdravil vodja centra Anže Kapun. Sicer pa so organizatorji podrobneje predstavili letošnjo prireditev Podobe bistriških domačij. To že 28. Podobe bistriških domačij, ki bodo tokrat potekale v soboto 6. septembra na parkirišču pri Bistriškem parku. Se pravi, bistvena razlika glede na pretekla leta je, da letos gre za enodnevni dogodek, ki pa nikakor ni vsebinsko okrnjen, ampak je na nek način kombinacija siceršnjih dogodkov, ki so bili v 2 dnevih, dejansko pa s to razliko, da strokovnega posveta pa letos ni. Se pravi, zakaj se tudi letos udeležiti podob? Iz razloga, ker bo pestro, iz razloga, ker se bo dogajalo, iz razloga, ker bo dišalo. Ker bodo tudi letos članice Društva kmetic prodajale pekovske izdelke, ker bodo tudi letos pripravljene dobrote iz kotličkov, ker bodo tudi letos v velikem številu nastopili in se predstavili rokodelci, ker bodo tudi letos zeliščari, ker bodo tudi letos potekale aktivnosti, ki jih bodo predstavili člani turističnih društev, ker bo tudi letos Bistriški grad imel dan odprtih vrat, ker bo tudi letos razstava nagrajenih kruhov potic, se pravi, bi še verjetno kako alinejo teh kerov lahko dodal, ampak kot pravim, gotovo bi zopet kaj pozabil. Se pravi, vreme bo, zabavno bo, pestro bo in še enkrat vljudno vabljeni vi in seveda vsi, ki bodo imeli takrat idejo oziroma razmišljanje, kam v soboto dopoldne, definitivno na letošnje podobe. Program Podob bistriških domačij so predstavili Srečko Rajh, kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj, Metka Cesar iz Društva zeliščarjev Hermelika, Anja Zamuda iz Centra domačih in umetnostnih obrti Slovenska Bistrica, Rebeka Potočnik iz Otroško-mladinskega društva Fridina Mišnica in Daniel Zorko iz Rica Slovenska Bistrica. Na novinarski konferenci, ki jo je vodila Jana Jeglič, so napovedali še nekatere ostale dogodke in prireditve, s katerimi vstopamo v letošnjo jesen. Darja Kušar iz Ljudske univerze Slovenska Bistrica je med drugim predstavila dogodek Mediji in algoritmi. Janko Mlakar iz Gasilske zveze Slovenska Bistrica je povabil na praznovanje 70-letnice Gasilske zveze Slovenska Bistrica, Vida Lipoglav na prireditve ob 75. obletnici delovanja Društva upokojencev Slovenska Bistrica, Aleš Juhart iz RTC Trije Kralji pa na drugi kolesarski skok na Tri Kralje. Slovenska Bistrica, ali natančneje tenis center Vintgar, je bil od 4. do 10. avgusta v znamenju vrhunskega tenisa. Drugič zapored se je turnir serije VTT z nagradnim skladom $15,000 ameriških igral v našem mestu, in to v konkurenci moških posamezno in igri dvojic. Na glavnem mednarodnem turnirju pod imenom Slovenska Bistrica Open je v finalnem delu turnirja igralo 32 tenisačev, ki so prišli iz različnih držav.
Ja, mislim, da je to en večjih športnih dogodkov v našem lokalnem okolju. Turnir smo speljali brez bilo kakšnih problemov, malo nam je lažje letos bilo, ker je vseeno drug turnir. Lani smo imeli še malo težav pri organizaciji, letos se je steklo vse brez problema. Na koncu sta v finalu igrala Čeh Jan Kumstad in Italijan Juan Cruz Martin Manzano. Po dobrem tenisu v prvih dveh nizih je bilo 6-4 in 6-7. Nato pa je v tretjem nizu pri vodstvu Italijana 4-1 Čeh dvoboj predal zaradi poškodbe. Zmaga je torej romala v Italijo. V bistvu je to tenis na profesionalnem vrhunskem nivoju. Načeloma nastopajo na turniru igralci, ki se prebijajo proti svetovnemu vrhu, v bistvu prek takšnih turnirov in podobnih, ki so v okolici, si igralci nabirajo točke, da lahko kasneje igrajo na večjih turnirjih. Za uvrstitev na glavni del tekmovanja pa se je tudi v kvalifikacijah pomerilo 32 tenisačev. Med njimi so nastopili tudi 4 igralci iz Slovenske Bistrice, ki so ta za veliki turnir dobili povabilo organizatorja. Ja, definitivno je kar močen turnir. Jaz mislim, da sem odigral dobro tekmo. Izgubil sem na tesno proti prvemu nosilcu kvalifikaciji, ampak ta turnir je res dobro izpeljan, dobri so igralci, tako da sem kar zadovoljen svojo igro. Ja, zdi se mi, da sem zelo dobro igral, boljše kot prejšnjo leto ziher. Igral sem proti Američanu, izgubil sem sicer z rezultatom 6-2, 6-1, ampak rezultat nikoli ne pove vsega. Imela smo kar enakomerno igro, malo sreče, na koncu mi zmanjkalo, da bi se lahko rezultat drugače izpeljal, ampak ja, zdi se mi, da sem dobro izkoristil priložnost in da bom ziher na tej tekmi gradil naprej. Preboj v drugi obračun kvalifikacije je uspel Marku Bečiroviču, ki pa je nato klonil in ostal brez nastopa na glavnem delu turnirja. V igri dvojic je v glavnem delu turnirja igralo 16 parov. Zmago pa je domov odnesla dvojica, ki je igrala v kombinaciji igralca iz Luksemburga in Nemčije. V tej konkurenci sta nastopila tudi Matevž Krajnc in Gašper Škop, ki sta izgubila za češko navezo Kumstad Klimas. Ja, nasplošno sta bolj igrana, igrata dvojice vse skozi. Malo nam manjka tudi izkušnja, smo mlajša, oziroma jaz sem starejši, ampak vseeno. V bistvu jaz nisem niti v tekmovalnem ritmu dobenem, ampak vseeno. Odlična tekma, podpora navijačev, tako da super. Odlična izvedba turnirja, velik finančni vložek, vendar so organizatorji skupaj s sponzorji tudi to zmogli. V tej priložnosti prvo zahvala občini Slovenska Bistrica, ki nam je tu res pomagala pri glavnem strošku, pri zbiranju sredstev in vsem ostalim sponzorom lokalnim in tudi malo naprej. Tako da ob tej priložnosti hvala vsem. Bistriška športna pot. Cestno kolesarstvo Maj Bohak, kolesarski klub Perutnina Ptuj. Za kolesarstvo sem se odločil zaradi očeta, saj je že on veliko kolesaril. Začel sem kolesariti v kolesarskem klubu Koštruni, kjer smo hodili na nekatere rekreativne dirke. Na začetku mi je to bilo zelo zabavno, saj smo hodili in trenirali skupaj. Potem pa sem se vpisal v klub Perutnina Ptuj. Ja, od začetka je bil Primož Roglič, potem pa je tudi Tadej Pogačar zagotovo. V Sloveniji sem bil skoraj vedno med 105, tudi kakšna zmaga je prišla in tako sem se me je nacija opazil in sem prišel v reprezentanco. Nimamo še ravno pomagačev, mislim, da se bolj kot ne vsak za sebe dirka, ampak so pa, ne vem, če nimamo dobenega v begu, pa potem pa potegnejo, da me potegnejo zraven. Bora me je opazila že lani, letos pa sem potrdil svoje rezultate na dirki na Češkem in potem so me povabili v njihov
center. Primoža ni bilo tam, ampak je bilo veliko ostalih Red Bullovih športnikov, saj tam niso samo kolesarji, ampak vsi športniki, ki so povezani z Red Bullom. In tako tam smo upravili nekaj testov in potem smo kar podpisali. Moji cilji so zagotovo prvo priti v Pro Tour, potem pa mogoče tudi osvojiti kako dirko. Da si vedno na stopničkah, se gotovo potrebuješ tudi nekaj sreče, ampak drugo sezono bomo še zagotovo malo dodali k treningu. Ko gremo v višjo kategorijo, bo tudi daljše dirke in težje dirke, tako da bo potrebno malo dodati tudi v treningu. Bistriška športna pot. V Slovenski Bistrici se je končal enkraten in tudi težko ponovljiv plezalni maraton, v katerem je glavno vlogo skupaj s soplezalci in v prvi vrsti glasnimi in množičnimi navijači odigrala Janja Garnbret in preplezala 100 smeri in to v časovnem stroju enega dne. Šestindvajsetletnica je v prvi vrsti s družabnim delom, kjer ni manjkalo dobre volje in prešernega nasmeha, z dobrodelnim dogodkom zbrala dobrih 61.000 evrov. In vse to se je zgodilo v mestu Slovenska Bistrica, kjer domuje najlepši plezalni center v Sloveniji. Center ponuja velik nabor smeri, jaz jih bom danes preplezala 100, v centru je pa postavljenih, meni se da okoli 160 smeri, kar je ogromna številka. So vsi leveli, torej vsak plezalec lahko za sebe najde težavno smeri, ki je njemu primerna. Tudi za mene so postavili primerne smeri, tako da je super plezalni center, tudi največji v Sloveniji je in je res fantastično tu plezati. Veliko je bilo tistih, ki so Janji pomagali do začrtanega cilja. V prvi vrsti se je za ta podvig v steno podal tudi njen trener Roman Krajnik, ki je bil vesel, da se je toliko ljudi podalo v plezalno steno in prav ti so prišli iz različnih koncev Slovenije. Ja, zdi se mi to zelo pomemben dogodek, cenim njeno voljo, zdi se mi tako, bom rekla, navdihujoča. Super, da imamo take športnike, ki delujejo dobrodelno in so dejansko tudi športno zelo nadpovprečni oziroma, bom rekla, ekscelentni. Tudi iz Poljčan so pomagali pri tej zgodbi. Čudovito, več takih dogodkov, mislim, izjemno, brez besed. Veliko plešeš tukaj v Slovenski Bistrici? Ja, že nekaj časa, celo svoje otroštvo, plezanje mi je dalo veliko. Pa tudi trije vodilni ljudje Bistriškega plezalnega centra so ažurno pomagali, torej preplezali so vsak svojo zastavljeno smer. Ja, bil je skrajni čas, da sem šel zdaj splezati eno smer, ker dogodek se je začel včeraj zvečer ob 9 in je bila moja dolžnost, da z Ursulo, ki cel projekt vodi, splezamo vsak eno smer v navezi, pravzaprav en drugega sva varovala. V navezi s plezalnim centrom pa je bila tudi ta prireditev. To se mi zdi enkratno, ker gre za botrstvo, za športnik, gre za vse športnike, ne zgolj za športne plezalce, alpiniste, ampak gre za olimpijski komitej in je to dobrodelna prireditev, ki menim, da bo vsem prinesla nekaj in kot vidimo po obisku, je to res dobro uspelo. Vsaka preplezana smer je torej prinesla tisti finančni drobec v malho skupnega zneska več kot 61.000 evrov. Zato so poskrbeli tudi najmlajši, ki so svoje delo opravili kar na balvanih. Ja, zelo mi je všeč, pa veliko pležem, drugače pa enkrat na teden treniram. Povej nam pobližje, kako je bilo plezati po balvani? Dobro, sicer malo težko. Ni bilo tako težko, samo bolijo te roke, ko že veliko plezaš. Sem prišla zato, da bi plezala, da bi gledala Janjo in zato, da bi dobila podpis.
No, zelo vesela sem, da lahko pležem, zdaj ko je Janja Garnbret tu, pa ful se imam fajn. Ja, meni je tudi fajn plezati tu na balvanih in tudi, da lahko gledam Janjo, kako pleže. Da lahko gledam Janjo, pa da na balvanih prebavam kakšne modre. Za uspešno izpeljano nalogo pa je skupaj s sodelavci in člani alpinističnega kluba Impol poskrbela tudi vodja plezalnega centra Ursula Pippenbacher. Ja, Janja je krasna oseba z velikim srcem, neverjetno kaj počne na športnem področju in tudi neverjetno kaj počne na področju dobrodelnosti. Zadaj stoji za njo ogromna ekipa, za tem projektom stoji kar nekaj ljudi, od prostovoljcev in vseh znotraj alpinističnega kluba Slovenska Bistrica, celotna njena ekipa, Garnbret d.o.o., 2 agenciji, ki v bistvu to urejata, Spontanzo in Fabulatorij, in še številni drugi, ki brez njih tega tukaj ne bi bilo. Sploh pa ne brez medijske podpore vseh vas novinarjev, RTV-a, Vala 202, ki sta danes tudi tu in prenašata v bistvu v živo. Veliko stvari se je iz 22. na 23. avgust v enem dnevu, 24 urah, zgodilo v mestu izpod Pohorja. Sedaj pa bolj uradno. Madonna, koliko je lepo in koliko vas je. Dobrodošli, dragi prijatelji plezanja, dobrodelnosti in Janje Garnbret. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Posebej lep dovečer pa seveda naši osrednji gosti, športnici Jani Garnbret, zaradi katere je pravzaprav tudi ta dogodek tukaj pri nas. Zdaj res je, v Slovenski Bistrici skrbimo za šport, pa tisto v županu pustimo, ne? Podprli bomo tiste športnike in parašportnike, ki potrebujejo finančno podporo, s čimer v bistvu si tlakujejo pot v lepšo prihodnost. Šport je en glavnih načinov, kako si pač lahko izboljšaš prihodnost. Dajmo probati zbrati čim več sredstev za mlade športnike. In isto bo med prvimi sedaj podelil prav Jani Garnbret ta certifikat Oli in pa tudi taka broščica, ki jo seveda tudi ponosno nosi tudi Istok na suknjiču. Taekwondo, njegova disciplina, in leta 2012 se je boril na olimpijskih igrah. In sedaj ima tudi certifikat Oli. V bazenu je plavala Metka Šparec-Malenko in danes tudi certificirana olimpika. Z nami še ena plavalka, Katja Fajn. Enej Marinič, judo 2024, torej lani v Parizu. Jani Klemenčič. Seveda veslač. Z nami Ilka Štuhac. Še slikico tamle za fotografe, da se vidi. Oli, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 24 ur se začenja zdaj. Seveda ne boš plezala takole lepo oblečena, se greš lahko preobleč. Srečno. Uživaj. Leti hitro mine, mi pa tudi gremo plezati. Ajde, Janja, srečno. Žurka se je začela
Nogometaši Ketijemi in Pol Bistrica tudi po 3 odigranih krogih v drugi slovenski nogometni ligi ostajajo na prvem mestu. Zbrali so 9 prvenstvenih točk, prav tako kot Nafta in Brinje, vendar so zaradi boljše golrazlike vodilna ekipa v prvenstvu. Za ta imeniten dosežek so v sosedskem obračunu premagali Dravinjo in to z rezultatom 2-0. To zmago pa je videlo kar 1000 gledalcev, kar je prav gotovo rekord na prvenstvenih tekmah. Ko smo se zbrali, ko smo začeli trenirati, se je hitro videlo, da smo dobro selekcionirali. Ekipa je res homogena, dobro klima v garderobi. To v bistvu ni neki slučaj, to je plod nekega dobrega dela, dobre klime in na koncu je to, bomo rekli, skoraj da, koliko smo videli na igrišču realno. Pred začetkom sosedskega obračuna je bila tudi mala slovesnost. Nogometna zveza je pokal za najboljšega strelca za prejšnjo sezono podelila Stanislavu Krapuhinu. Sedaj igra za prvoligaško ekipo Radomlje. Bistričani pa so prejeli tudi priznanje kot najbolj fer ekipa minulega prvenstva. Bistričani so tekmo odlično začeli in si v prvih 11 minutah priigrali kar nekaj priložnosti. V glavni vlogi pa trenutno najboljši strelec bistriške ekipe Marcel Blaj, ki je v 11 minuti dosegel gol za vodstvo svoje ekipe 1-0. Čutek je fenomenalen, najbolj pomembno je pa, da so doma ostale 3 pike na derbiju. Blaju je to že 4. gol v prvenstvu. Vedel sem, da ko prišel prvi zadetek, da se bo odprlo vse. Najpomembnejše je, da lahko pomagam ekipi zadetki, da smo čim više vrhu in to je to. Vodstvo bi lahko domači povišali v 12 minuti, vendar je Marsetič v tem primeru preveč okleval. Po strelu iz kota gostov, ki ga je izvedel Bakšič, so domači rutinirano razčistili v obrambi. V 31 minuti je udarila naveza Bakšič Adebayo, zmagovalec pa domači vratar Luka Dakić. Konjičani so poizkušali v 38 minuti Matic Kopač, vendar po prvih 45 minutah je ostalo 1-0. Ja, malo smo trpeli, res je, imel so neke pol priložnosti, mislim, da si nekih ful lepih priložnosti niso ustvarjali, smo stopili skupaj, smo to zdržali. Prav tako pa so dobro zdržali tudi pritisk gostov na začetku drugega dela igre. Adebayo je tudi v tem primeru ostal brez veselja. V 55 minuti beležimo poizkus Marsetiča. V 69 minuti pa je dobro posredoval domači kapetan. V 72 minuti pa veselje domači. Po tej raznovrstni akciji za 2-0 zadeva neusmiljeno Enej Marsetič. Minuto po veselju ponovno nekaj ognja strani gostov, vendar brez žerjavice. Do konca sta trenerja opravila še nekaj menjav, ki pa niso spremenile ne poteka igre in ne rezultata 2-0. Res je, derbiji so zmeraj tisti posebni, je en tisti nek zagon, hočeš itek zmagati. In ja, bilo je veliko nekih drugih žog, dolgih žog, treba bilo fajtati, dali smo 2 gola iz prekinitve, kar delamo dobro in ja, mi smo sfajtali do konca, garali, tudi če pač nismo imeli toliko od igre, smo pa pač se zborili, da smo to zmagali. Sosedje slovenskih Konjic so domov odnesli poraz, kljub temu, da so v Slovenski Bistrici odigrali pravo prvenstveno tekmo. Po mojem mnenju smo dobro odigrali, v drugi polčas se mi zdi, da smo bili prvih 20 minut boljši in bi komot lahko obrnili tekmo, ampak žal sreča ni bila na naši strani, kaj naj rečem. 2 gola iz prekinitev res ni idealno za nas, isto smo imeli v prejšnjih tekmah probleme s prekinitvami in bomo morali nekaj popraviti v prekinitvah. Pravi zrelostni izpit pa vodilno ekipo Bistrice čaka v naslednjem krogu, ko bodo v gosteh igrali z Gorico, ki ni dobro štartala v prvenstvo. Mislim pa, da bomo vse naredili, da prinesemo nazaj domov 3 pike. Na lestvici smo tam, ko si želimo biti in to moramo iz tedna v teden dokazovati. Vodilna 11-terica druge lige pa bo naslednjo domačo tekmo z ekipo Krškega odigrala v Kidričevem. Tu pa bodo Bistričani domovali celoten preostanek prvenstvene sezone.